Z izstopom iz Evropske unije bodo Britanci formalno ostali brez dostopa do enotnega trga letalstva, zaradi česar bi se lahko zmanjšala konkurenca, vozovnice pa podražile. Po uvedbi enotnega trga se je število letalskih povezav skoraj potrojilo, cene vozovnic pa so se znižale za okoli 40%. Po drugi strani pa je pričakovati znižanje cen blaga in storitev. Padec funta pomeni cenejše nakupovanje, kar se že pozna tudi pri številu Slovencev, ki potujejo na otok. V preteklem letu uvažamo kar nekaj povišeno povpraševanje za potovanje v Veliko Britanijo. Računamo tudi na malenkost šibkejši funt, kar seveda malenkost poceni ta potovanja. Kako bo z dokumenti, še ni čisto jasno. Če do konca prehodnega obdobja ne bo dogovora, bodo potniki iz Unije za vstop v Veliko Britanijo morali imeti biometrični potni list in elektronski turistični vizum, kakršen je potreben za vstop v Združene države Amerike in ki velja 3 mesece. Dogajanje povezano z Brexitom se pozna tudi pri številu britanskih gostov, ki prihajajo v Slovenijo. Čakamo bilanco sicer še za december, ampak v letošnji zimi je zaznati nekoliko upad. Konkretno so nekje bookingi za letošnje leto nekje okoli -15%. Nakupovanje v spletnih trgovinah bi za evropske potrošnike lahko postalo ugodnejše, morali pa bi upoštevati tudi morebitne stroške carin in davka na dodano vrednost. Davek bi lahko bil povrnjen. Britanska nacionalna zakonodaja, tudi tista, ki ščiti potrošnike, do morebitnih sprememb ostaja taka, kakršna je. Now we enter a new phase of negotiations. We are gonna be ambitious and we want to have a very close partnership with our British friends. We are neighbors, we share a lot of experience, 45 years of experience together. We share a common history, we share the geography and we will share our common destiny. Vsekakor sprememb ni pričakovati do konca tega leta, ko se bo predvidoma končalo prehodno obdobje, ki pa ga lahko tudi podaljšajo.